Prav lep pozdrav tudi z najine strani. Jaz sem Maruša, Živijo. pa je Jasna, ki jo verjetno tudi vsi malo bolj poznate kot te ljudi, ki sedimo zadaj v režiji in spremljamo oddajo. Ambrož, lepa hvala za ta uvod. Naj tudi sama povem, da je Ambrož tudi pomemben člen oddaje Male sive celice, vedno skrbno spremlja vsa vprašanja in po domače povedano teži, da so resnično pravilna in primerna za našo publiko. Kot je omenil že Ambrož, seveda Male sive celice niso samo televizijska oddaja. Mi resnično radi rečemo, da je to gibanje, ker vemo, vaše šole tudi to zagotovo poznajo, vedo. Se otroci na to oddajo pripravljajo celo leto. Tudi če se ne uvrstijo na televizijski kviz, z nami sodelujejo z mentorji, z učitelji skozi celo leto. Radi se pohvalimo, da se na oddajo, kljub temu, da je na sporedu že 29 let, vsako leto prijavi več ekip. In v letošnjem letu, oziroma to sezono, se jih je prijavilo kar 307. Lahko povem, da jih izberemo le 32, ker več oddaj seveda na eno sezono ne moremo izpeljati, oziroma v novejšem času, verjetno veste, tudi nimamo več finančnih sredstev, tako da v prihodnje morda lahko pričakujemo malo manj oddaj. Šalo na stran. Skratka, znotraj te oddaje vedno, oziroma zdaj že 4. leto, imamo tudi Prebrane celice, rubriko, na katero smo zelo ponosni. In jo tudi zelo radi promoviramo, še posebej, ker se moramo zavedati, da naši tekmovalci so otroci, ki slabo se slišijo. Naši tekmovalci so otroci, ki nenazadnje bodo nekoč tudi starši, in to so najbolj inteligentni otroci in tudi otroci, ki zelo veliko berejo in so lahko tudi odlični vzorniki. Več o rubriki seveda naša Jasna. Zdaj, če spremljate oddajo, ste na Prebrane celice verjetno že naleteli. Gre za rubriko, kjer pravzaprav želimo dati besedo mladim, da bodo mladi tisti, ki bodo privabljali mlade k branju knjig. Sicer je v osnovi tako zastavljena, da je en voditelj oziroma voditeljica, ki se pogovarja z mlado osebo o neki knjigi, zmeraj pa virtualno gostimo tudi avtorje oziroma ustvarjalce knjige, lahko so to ilustratorji ali pa pisatelji, in pač na ta način nekako pogovor teče. Zdaj pa za tiste, ki mogoče še rubrike ne poznate tako dobro, pa je tukaj en kratek utrinek. Strašilka je fantazijski roman, ampak hkrati napeta ljubezenska zgodba, ki jo mora prebrati vsak najstnik. Kaj se pretvarjam, tudi mene je čisto posrkala. Tole je en zelo zanimiv futuristični ekostrip, v katerem glavni junaki, člani posadke Rdeča raketa, letijo na planet Zeleni Jurij. Kako se začne zgodba med Albo in Oliverjem? Spoznata se v gimnaziji, Alba je pa tja postavljena z nalogo, da Oliverja reši. Sledi mu pa v bistvu praktično povsod. Na košarkarske treninge, zasleduje ga na hodnikih. Kar je v začetku malce strašljivo. Ja, ampak v bistvu pa potem v knjigi tudi izvemo, da Oliver nekako Albo občuduje že od samega začetka. Ta roman je res prava poslastica za ljubitelja narave in domišljije, in ko sem prebrala zadnjo stran, sem bila najbolj vesela, da sledi še drugi del. Nace, zakaj letijo tja in kako je sploh potovanje med planeti možno? Ja, naša ekipa živi v 23. stoletju in takrat so znanstveniki pogruntali tako tehnologijo, frčomatično tehnologijo, da bi rešili problem dosti hitrega dostavljanja hrane. In ta tehnologija je res zelo hitra in so zato tudi dobili zamisel, da bi pa s tem lahko potovali po vesolju, in so zato tudi poslali slovensko ekipo, da raziskuje planete, in eden od teh planetov je tudi tale Zeleni Jurij. Filip, ti si zmagovalec lanskoletne sezone Male sive celice, ena taka brihtna buča, pa vendar prepričana sem, da te je tale knjiga naučila veliko novega. Danes imam tukaj le kar 2 zagreta bralca, in sicer brata Vlada in Ivana. Lepo pozdravljena. Vlad, začnimo kar pri tebi. Si Janeza Vajkarda Valvazorja kaj drugače predstavljal, preden si prebral tole knjigo? Ja, preden sem prebral to knjigo, sem si ga predstavljal bolj kot narcisističnega vladarja, ki ga je brigalo samo za slavo. V zgodbi se
kmalu pojavi tudi coprnica Neža, ki pa so se jo ljudje zelo bali. Zakaj tako misliš, Ivan? V bistvu večinoma zaradi tega, ker so se dogajale slabe stvari in okrivili so njo. Verjetno je bilo tako najlažje, ampak Neža v resnici ni bila zlobna, kaj ne? V življenju se ne smeš ozirati nazaj. Hoditi moraš naprej, korak za korakom, dan za dnem, da lahko spet dočakaš dobre čase. Ja, tole je bilo čisto malo utrinkov naših prebranih celic. Rada bi povedala, zakaj je pravzaprav ta rubrika nastala. Seveda sprva in najpomembnejše sporočilo širjenje bralne kulture in tudi zato, ker mi vsi zelo radi beremo. Ampak zadaj je še ena zgodba. V oddaji Male sive celice, še posebej s tem novim konceptom, vsaka rubrika ima ozadje, vsaka rubrika ima namen, vsaka rubrika ima namen preverjanja različnih znanj, spretnosti naših tekmovalcev. In preden smo uvedli prebrane celice, smo vedno skozi krajše televizijske prispevke preverjali slušno razumevanje mladih in tudi kratkoročni spomin, koncentracijo in njihovo sodelovanje. In se nam je zdelo, da morda pa vseeno oddaja lahko v to, namesto te rubrike, pripelje notri prebrane celice in zato smo jih tudi potem uvedli. Vedno po prebranih celicah, vem, da veste, je tudi vprašanje, ki je seveda iz vsega tega koncepta, iz vsega tega razmišljanja potem tudi zastavljeno glede na določeno knjigo. Že od začetka pa smo vedeli, da če se bomo šli to rubriko, v bistvu želimo, da so v njej tudi mladi. Velikokrat smo odrasli tisti, ki debatiramo o mladih in o tem, kaj si mladi želijo, ampak se mi zdi, da prav s tem, ko jih čisto dejansko vključimo, da se potem oni že zaradi tega bolj angažirajo. Že sami smo tudi videli, da skozi to, ko smo imeli različne otroke, so že otroci sami pri sebi začeli razvijati to, da je branje v bistvu kul. Skratka, začeli smo te otroke iskati čisto tako po družbenih omrežjih, pač najbolj se je pa potem čez čas obneslo od ust do ust, kar še danes prakticiramo, tako da bomo potem tudi po koncu veseli, če boste dali kakšne predloge. Vse otroke, ki so zainteresirani, potem prosimo za kratko predstavitev, v bistvu neke vrste audicijo, kjer povedo več o svoji najljubši knjigi, jo v bistvu malce opišejo in tudi o tem, zakaj radi berejo, da pač preverimo, seveda tudi iščemo take otroke, ki bodo potem nekako prenesli ta pritisk snemanja pred kamero oziroma bo to tudi za njih tudi neka taka izkušnja poleg branja. Ugotovili smo pač tekom prispevkov, da v bistvu se najbolj obnesejo tam otroci 11+, oziroma 14-15 v resnici. Se že velike razlike poznajo tukaj, potem kako seveda opišejo knjigo, katere knjige so njim zanimive, tako da ja. Ja, jaz vedno rada poudarim, da izkazalo se je, da načeloma mladi radi nastopajo za televizijo in veliko pomeni, da so v oddaji Male sive celice, ampak za to rubriko pa skrbno izberemo tiste, ki tudi resnično radi berejo in imajo odnos do knjig in imajo izkušnje s knjigami in tudi ne nazadnje izkušnje o pogovorih o knjigah, ker vidiva, da tisti, ki imajo več pogleda, ki so žanrsko bolj raznoliki bralci, potem tudi, ko jim mi damo knjigo, ker seveda knjigo izberemo mi, ko jim mi damo knjigo, potem tudi imajo več svojega mnenja. In najbolj nam je všeč takrat, ko nam rečejo, ta knjiga je bila brez veze, ta knjiga nam ni bila všeč. In tisti pogovor vemo, da bo najbolj zanimiv, ker bo pa pritegnil oboje vrste bralcev, in tiste, ki jim bila všeč, in tiste, ki jim ni bila. Zato predlagam, če smo za, da nekaj tem našim bralcem tudi prisluhnemo, ker namen prebranih celic je seveda njihovo mnenje in njihovo mnenje šteje. In tokrat smo jih za to priložnost vprašali, zakaj pravzaprav radi berejo. Se mi zdi, da meni dajo knjige nek izhod iz tega sveta.
pobegnem v nek drug svet, kjer nimam mojih problemov, ampak se soočam z nekimi drugimi situacijami in mi je lažje nekako imeti ta trenutek zase, ko se ukvarjam z nekimi drugimi stvarmi in ne s svojimi problemi v življenju. Zelo rada berem, zato ker se mi zdi, da se vsi ti dogodki v knjigi dogajajo pred mojimi očmi, ampak najrajši imam fantastične zgodbe, da si vse to lahko predstavljam in grem pravzaprav na neko potovanje v domišljijo. Pa lažje si ustvarjam svojo zgodbo v glavi, kakor če gledam film, zato ker film je, kar si je režiser zmislil, v knjigi imamo pa res svojo domišljijo in si lahko sami ustvarjamo zgodbo in pa podobo posameznih junakov. Ja, doma zelo radi klepetamo v knjigah, pogovarjamo se, kaj smo se v teh knjigah naučili, kaj bi lahko izboljšali, kakšen je bil pristop, kakšno je bilo sporočilo avtorja, ki je napisal knjigo. Moji vrstniki ne berejo veliko, mogoče ne marajo ravno branja, zato velikokrat to veselje delim s svojimi starši, predvsem z mojo mami. Posamezne knjige so, ki je pritegnil več mojih prijateljev in smo se tudi pol pogovarjali o sami knjigi. Se pa večkrat tudi pogovarjamo, če imamo domače branje, ker takrat so ga mogli vsi prebrati in ker ga ne znajo glih najboljš, ponovadi mene pol vprašajo, da jim malo razložim. Preden sem šla na televizijo se pogovarjati o knjigah, to ni bilo nekaj, kar sem počela. Odkar pa imam te izkušnje, pa zelo rada tudi v svojem vsakdanjem življenju pripovedujem o knjigah, ki jih preberem in tudi lažje argumentiram svoje mnenje in katere stvari so mi bile všeč in zakaj in katere situacije v kateri situaciji sem se globje poglobila. No in prav to, kar je Aja na koncu povedala, je nekako namen prebranih celic, da bi prišla debata o knjigah med mlade, prav tako kot je debata o filmih, serijah, glasbi, da bi to postalo nekaj čisto normalnega, da se na ta način da tudi debatirati o knjigah in da so seveda mladi tisti, ki pritegnejo mlade. Mi sicer pogovor vodimo, ampak v osnovi so oni tisti, ki govorijo, pač kaj jim je všeč, kaj jim ni všeč in ni napačnih ali pa pravilnih odgovorov. Ja, kot ste videli iz teh izjav mladih, je kar drži ta Tinina raziskava. Veliko berejo, več ko berejo starši doma, več berejo potem tudi otroci. In ko starši klepetajo mame, predvsem mame, kot smo videli tudi v raziskavi z otroki, potem tudi oni več vedo o tem povedati. Ambrož je prej tudi omenil, da naše knjige nosijo znak Zlata hruška. Rada povem, zakaj smo se tako odločili, ker ko smo začenjali to rubriko, seveda tudi mi nismo bili, seveda smo veliko brali sami, ampak nismo seveda bili še tako, bom rekla, suvereni v izboru, prepoznavanju res dobre kakovostne literature, zato smo se odločili za Zlato hruško. Zaenkrat se je to izkazalo kot zelo, zelo dobro. Seveda pa spoznavamo, da vedno imamo aktualne hruške, ker želimo tudi, kot tudi ankete kažejo, radi imajo otroci nove, sveže knjige, morda take, ki jih še ne poznajo. Želimo pa vseeno Zlato hruško spoznavamo, no to želim sporočiti, da tekoče leto včasih ne ponudi tako raznolike žanrske knjige, kot bi si morda mi želeli. In zato morda v prihodnje tudi pretekle Zlate hruške, še kakšne druge nagrade, oziroma morda še kakšni drugi strokovni sodelavci, ki nam bi skupaj, s katerimi bi skupaj potem izbirali knjigo. Do danes smo prebrali že 80 Zlatih hrušk, kar je res veliko. Vsaki knjigi namenimo 2,5 minuti v enem tem prispevku, kot ste videli, ker pa vemo, da v knjigah seveda v 2,5 minutah nič ne povemo, smo se odločili, da vsako knjigo imamo v eni sezoni 2-krat. Tako da se ponovi, da se ne ponovi zaporedoma, ampak se ponavlja. S tem tudi mislimo, da ko eno knjigo najprej vidiš v začetku sezone, pa potem morda še enkrat proti koncu, rečeš, to knjigo sem pa že nekje videl. In potem morda rečeš, po tej knjigi pa bom potem v knjižnici tudi posegel. Zdaj pa, ker bi radi malce povedali, katere knjige smo že kaj predstavili in ker prihajava iz kvizovskih voda, si nismo mogli pomagati, da ne bi zastavili nekaj vprašanj. Se ne zamerite, a ne?
Niste še prepričani, boste videli, ne, glede na vprašanja. Malo pozornost imava tudi za tistega, ki bo, oziroma za tisto, ki bo odgovorila. Tako da, Maruša, boš kar. Ja, pripravili smo nagrade Urada za intelektualno lastnino, ker oni vedno zelo radi sodelujo z nami, našim tekmovalcem poklanjajo tudi nagrade in jih tudi peljejo na Dunaj, kar se nam zdi zelo na tehnični muzej, kar se nam zdi odlična nagrada za te mlade intelektualce. Mateja, tebe bova prosili, če boš potem nagrajencem podelila nagrade. Jaz predlagam, da samo roko dvignete, kdor ve odgovor in vam potem damo eno. Boste brez skrbi. Ja, sigurno. Ok, prvo vprašanje. Kdo je avtor oziroma avtorica dela, kjer nastopa junakinja, ki lahko prehaja med različnimi svetovi in celo nekoliko spreminja svojo podobo? Že veste, ne rabim, wow, to je še bolj, kot naši tekmovalci, ne rabimo ABCD. Izvolite. Dobro, Modri otok. Wow. V bistvu bi celo lahko tudi pravi odgovor. Bravo! Wow. Drugače smo mislili na Davorko Štefanec, strašilko, ker ste jo tudi tukaj videli, ampak absolutno tudi... En aplavz, bravo! Wow. Ja, Modri otok, tudi eno čudovito delo. Evo, s prvim vprašanjem smo povedali že 2 prebrani celici, odlično. No, naslednje je, katera knjiga, ki smo jo imeli v prebranih celicah, se odvija v času kamene dobe? Že zdaj mogoče kakva roka? No, bom pa dala ABCD. Že vemo. Tako je, bravo. Ok, odlično, ja. To boste pa zagotovo vsi poznali, ker vem, da ste jo tudi vse šole dobili. Kdo je napisal knjigo pesmi Romeo in Julija in sosednje ulice? Tamle zadaj je bila prva roka. Möderndorfer, bravo. Pri tejle knjigi bi rada poudarila, da sem zelo vesela, da je šla seveda po vseh šolah. V letošnjem letu, to je bila Zlata hruška, ne tekoče sezone, ampak pretekle, pa je bilo zelo malo zlatih hrušk, ki bi bila za mladinsko literaturo poezija. In ravno tukaj je ta naša zagata oziroma naš pomislek, da bi posegali še po drugih knjigah, ker mislimo, da poezija je lahko zelo pomembna, manjka in tudi mislim, da za tudi tiste, ki manj berejo, morda se zdi, da tako pa seveda jaz razmišljam, da tudi tisti, ki manj berejo, mogoče pa lažje preberejo en vers na hitro mimo grede, kot pač neko dolgo knjigo. Ne? Ok, izvoli. Ja. Zdaj, kot sem že omenila, se nam virtualno predstavijo tudi avtorji v prebranih celicah in zelo smo veseli, da smo nekako prišli na idejo v bistvu v sklopu koronskega časa, ki verjamem, da je prinesel tudi kaj dobrega. No in za nas to, da smo prišli na idejo, da kontaktiramo tuje avtorje, tako da smo potem poslali založbam, če bi lahko kakšne tuje avtorje dobili, tako da smo veseli, da smo imeli razne avtorje iz Švedske, pa Finske, pa Francije in v povezavi s tem je tudi naslednje vprašanje. Katerega od naštetih avtorjev, morda celo 2, smo lahko srečali v Sloveniji in pri nas v oddaji? A je bila to avtorica 3 špeh bomb, Clementine Bouvet, a je bila to J.K. Rowling, a je bil to oziroma bila Mete Veco, ki je napisala 130 utripov na minuto, ali pa avtor knjige Zeb, Gideon Samson. Ena roka tukaj, levo. Ja. Ja, Mete Veco je bila, tako je. Bravo, ja, kar en aplavz. V oddaji je bila pa tudi Clementine Bouvet, avtorica 3 špeh bomb. In Gideon Samson je bil in v Sloveniji in v naši oddaji 2-krat, ker sem jaz njegova oboževalka, ampak to je ne okrogovor. Okay.
Ko izbiramo prebrane celice oziroma ko izbiramo, katere knjige bomo brali, imamo tudi več kriterijev, ker resnično se trudimo, da bi naše knjige pritegnile kar najširši krog različnih bralcev. Vedno iščemo žanrsko raznolike, to kot je tudi Tina povedala, in tudi hvala za to raziskavo, ker sedaj že vemo, po katerih knjigah morda bomo več ali pa pač manj posegali. Vedno tudi stremimo k temu, da so krajše in daljše knjige. Vedno tudi zelo skrbno izbiramo, da so domači avtorji in seveda tudi tuji. Radi tudi stremimo k temu, da imamo različne založbe, ker vseeno mi smo nacionalni medij, ki mora pokrivati raznolike pač spektre založb. Seveda se zavedamo, da nekatere založbe imajo bolj kvalitetno, morda bolj primerno literaturo za nas, druge seveda različno, drugačno. In seveda vedno iščemo knjige, ki imajo različne teme, da se lahko tudi od teh tem oddaljimo, oziroma oddaljimo od knjig in govorimo o temah. To se nam zdi tudi zelo pomembno. Radi tudi, čeprav ne želimo deliti na spol, ampak tudi imamo pomisle, katere knjige bodo morda bolj pritegnile fante in katere morda bolj dekleta. Ko enkrat najdemo knjigo in izberemo otroka, se dogovorimo, kdo bo kaj bral, se začne priprava scenarija. Pri tem nam je zelo pomembno, da ta scenarij pripravimo v bistvu dejansko na podlagi mnenja otroka. Običajno to izgleda tako, da jaz pokličem pač kdorkoli že bere to knjigo in mi otrok sam pove, to se mi je zdelo zanimivo, to mi je bilo brez veze, in iz tega njegovega mnenja potem napišem vprašanja. Vprašanja morajo biti oziroma odgovori vseeno zelo bogati, raznoliki, ker potem iz tega naredimo tudi vprašanje za oddajo, tako da poskušamo vključiti čim več raznolikih pestrih informacij, ampak v osnovi v bistvu otrok sestavi scenarij, ni zdaj, da pač nekaj mi sugeriramo, a ne? Ja, običajno mi sicer vemo, kaj želimo sporočiti, potem nam otroci se posnamejo, povedo vtise o knjigah in potem na podlagi tega res naredimo scenarij, ampak morate se pač seveda zavedati, da mi moramo iz tega pripraviti tudi vprašanje in potem tudi mi malce vse te stvari seveda tudi posugeriramo. Večkrat se, kot sem že prej omenila, trudimo oddaljiti od teme oziroma oddaljiti tudi od knjige s temo, ki je pisana na kožo mladim, s tem pač pokrijemo morda potem tudi drugo ciljno publiko ali pa morda pritegnemo druge bralce in morda s tem tudi vzpodbudimo starše, ki nas spremljajo, gledajo, da morda potem tudi oni vidijo, aha, ne vem, moj otrok se ukvarja ali pa ima pač razmišlja o temi, ne vem, ljubezni, pa mu potem kupijo tako knjigo. To se nam zdi tudi zelo pomembno, no, ker starši, pač mi se res zavedamo, da so pač starši tisti, ki ne nazadnje tudi usmerjajo, kaj se bere doma oziroma kaj mladi morda otroci njihovi potrebujejo za branje. Zdaj, poleg knjige je seveda tukaj še snemanje za televizijo, kar je za otroke tudi ena taka velika pomembna izkušnja in res nam je pomembno, da se pri tem počutijo sproščeno. Običajno jih nekako pripravimo na snemanje, ni zdaj, da oni kar pridejo, ampak že po telefonu treniramo pogovor, potem tudi, ko pridejo v studio, mi temu rečemo, da gremo enkrat na suho čez, tako da imajo res eno tako lepo sproščeno izkušnjo, sicer pa vam bodo o tem več povedali kar sami. Mateja, če nam predvajaš. Jaz z zelo velikim užitkom pridem na Male sive celice in preberem knjige, ki so mogoče izven moje cone obdobja, ki so čisto drugačne od knjig, ki bi si jih jaz brala sama po svoji želji za prebrati. Zdi se mi, da so v prebranih celicah veliko bolj zanimive knjige in pa tako širši spekter je, ker v šoli so res te že vrsto let iste knjige in se v bistvu dosti ponavljajo, pa ne zdijo se mi toliko zanimive, kakor v prebranih celicah.
Tukaj pred kamero sem se počutila odlično. Lahko sem povedala, karkoli sem si želela, karkoli mi je padlo na pamet, karkoli se mi je zdelo, da spada k vprašanju. Bilo je res odlično, ker v šoli karkoli rečeš, mora biti vedno pravilno z neko točnim odgovorom. Nastopati na prebranih celicah mi je bilo ful dobro, tudi zato, ker rad nastopam in pa ker je bila to res zanimiva knjiga in mi je všeč, da sem jo lahko prebral. Rada nastopam na malih sivih celicah, ker se mi zdi, da poleg tega, da spoznavam nove knjige, ki so mi izven cone udobja in so bolj zanimive, mogoče včasih tudi poučne, tudi dobim neko izkušnjo z nastopanjem pred kamero in se z vsakim snemanjem bolj sprostim in počutim bolj udobno na snemanju. Kako deluje celo snemanje, mi je vedno bolj jasno in z velikim užitkom pridem vaditi svoje nastopanje pred kamero in zraven še spoznam nove knjige. Morava še midve priznati, da so nas ti odgovori kar pobožali. No. Sva veseli, da tako razmišljajo. Ampak mi ne želimo, da otroci razmišljajo samo tisti trenutek o knjigi, ko jo vidijo na televiziji oziroma ko morajo o tej knjigi odgovoriti na vprašanja. Nekako smo si zamislili, da se ta knjiga, to razmišljanje ali pa misel vsaj na knjigo razširi na cel teden. Zato smo založbe povabili k sodelovanju, da nam poklanjajo knjige, ki jih potem tudi na družbenih omrežjih, se veste, mi smo seveda medij, televizija in družbena omrežja so pač naš tudi pomemben del našega delovanja. In zato vsak teden na družbenih omrežjih o tej knjigi, ki smo jo imeli v prebranih celicah, zastavimo vprašanje in potem enega ali dva bralca s to knjigo tudi nadgradimo. Ne z denarjem, žal. Tako kot je bil predlog, a ne? S knjigo in midve sva kar zadovoljni s temi odzivi. Seveda, bom rekla, bolj ko imamo zabavna vprašanja, boljše videe, ko jih posnamemo za družbena omrežja, več je odgovorov, več je interakcije, ampak še vedno knjige gredo naprej, gredo v svet, gredo med mlade bralce. Ja, vedno razmišljava seveda, kako čim več mladih pritegniti oziroma, da bi pač sodelovali z nami. In eno so to pač ti bralci, ki pridejo in potem nastopajo, drugo so pa otroci doma, ki niso mogoče tako pogumni, da bi se prijavili, ampak so vseeno zavzeti bralci. In zaradi tega sva lani prišli na idejo, ki sva jo potem peljali na družbenih omrežjih. Imenovala se je Knjižni ring in sva v bistvu otroke povabili, da oni sami predlagajo, katere so njim top knjige. In potem smo izbrali 16 takih in za vsakim tednom smo imeli potem anketo, kjer so oni izločali, dokler nismo prišli do 4 najboljših, ki so jih potem brali čez poletje. Zdaj pa, ko smo imeli 8 najboljših knjig, smo povabili otroke, da oni sami predstavijo oziroma se oni zavzamejo za to knjigo in jo kot najboljše predstavijo, da jo potem drugi otroci lahko zberejo. In Nace je predstavil takole pesniško zbirko. No? Živijo, sem Nace iz malih sivih celic in danes vam bom predstavil eno knjigo, ki se bori v knjižnem ringu. Knjižni ring je basically tekmovanje, v katerem mi mladi izberemo 4 najboljše knjige, ki jih bomo brali med poletjem. In ena od teh knjig je tudi pesniška zbirka Izbrane rozine v akciji Andreja Rozman Roze. Pesmi govorijo o raznoraznih temah za starejše od 13 let in so zelo zabavne, kakšne so tudi pomoderne različice znanih pesmi ali pa zgodb Martina Krpana, Povodnega moža, Lepe vide, Turjaške Rozamunde in še nekih drugih. Moja najljubša pesem je Ah ti Bori, ki sem jo slišal v živo, gre pa takole. Srečko, sorry, ampak bori res so kakor mi. Ker bor požene, z iglicami pomori, vso preteklost občutljive podrasti. In edina zdravilna stvar je požar. Tako da ja, dajte glasovati za to knjigo, meni se res zdi zelo fajn. Mogoče ni edin za tiste, ki jim grejo grde besede res zelo na živce. Ampak ja, drugače zelo dobra, tako da se vidimo. Mene je Nace prepričal, ampak žal ta knjiga ni prišla potem med najboljši 4. A vas zanima, katere so prišle?
bomo pokazali še ta kratek video. Seveda to tudi poskušamo, ker pač delamo z videjem na družbenih omrežjih, potem poskušamo na čim bolj zanimiv način predstaviti in to je en tak video, ki so ga potem midve z Marušo skupaj ustvarili. Verjetno ste že pogruntali. Dobili smo 14 knjige za knjižni ring. Krive so zvezde John Green. Po tej knjigi boste čisto drugače gledali na zvezde. Vihar v meni, 9. razred, valeta, ljubezen, nikoli več nisi isti, ko končaš valeto. V napačni zgodbi. Je ljubezen med učenko in učiteljem mogoča? Po tej zgodbi nikoli več ne boste gledali isto na učitelje. Zimska zaročenca, domišljijski roman, ki stoji na polici poleg Harryja Potterja. A vas je presenetil izbor? Ja? Vas je in vas ni, ne? No, midve računava, da v bližnji prihodnosti iz tega knjižnega ringa nastane tudi televizijska oddaja, kjer bi si želeli, da bi v daljših različicah z večjimi otroki na različne načine še več avtorjev, še več ljubiteljev knjig povabili, o njih razpravljali, razmišljali, seveda na nek način, ki bi bil mladim atraktiven, zabaven. Zavedamo se pač, da je moč televizije še vedno v tem, da z videjem lahko tudi odlično predstavimo knjige. Pa 2 minuti pa pol enostavno ni dovolj, ne? V bistvu šele začneš razmišljati, tvoj konc. Ja, tako da za zaključek vas v bistvu vabiva, da mogoče skupaj razmislimo, kako res mlade pritegniti k temu, k branju. Midve tako sva pogruntali nekaj načinov, kako bi lahko mogoče vi to implementirali pri vas. Seveda razmišljava vedno skozi video, ker dejstvo je, da so mladi z videom zelo prepleteni dan danes in da je to medij, ki jim je najbližje. In potem mogoče, če se knjigo združi s tem, pa je to eden izmed načinov, kako v bistvu jih povabiti. Ja, midve v bistvu sva do danes, pa upava, da od vas izveva še kakšen boljši način, ugotovili, da resnično influencerji oziroma vzorniki privabljajo k branju. Tinina anketa oziroma raziskava je pokazala, da ko pridejo pesniki, pisatelji v šole, jim je to najbolj zanimivo. Mi nekako želimo, da mladim razlagajo o knjigah, da mladim dokažejo, da je lahko to tudi zabavno, ne? Tudi skozi video. Ne? Ja, mogoče en tak trik še, ki se ga bi lahko poslužili tudi pri vas v šoli, da jim date izziv, da so lahko ustvarjalni, naprimer, da sami naredijo prebrane celice ali pa da knjigo predstavijo skozi kviz, da se morda posnamajo vlog, zdaj vsi vlogajo, to je zelo priljubljeno oziroma gledajo te videe, ali pa da si pošiljajo kakšne kvote na teh chatih, da v bistvu knjige vpeljemo v to življenje, v njihovo življenje, da gremo pač, da si nekako predstavljamo, kakšen je njihov svet in v to potem implementiramo tudi knjige. Ja, morda jaz sem bila samo priča enemu projektu Mednarodne šole Danile Kumar, kjer so se profesori, mentori združili večpredmetno in so skozi Lego robotiko vključili knjige, branje mladih, ker so mladi morali za nalogo, poleg tega vsega Lego koncepta, tudi izvesti anketo, raziskavo, katere stvari ali pa kaj mladi sošolci najbolj neradi počnejo in se je to izkazalo, da je to branje. In potem zdaj se trudijo skozi Lego koncept spodbujati mlade k branju, kar je Lego, se veste, robotika je danes zelo popularna, digitalizacija prihaja vse povsod. Skratka, se mi zdijo dobra ta področja povezovanja. Saj vem, da to verjetno vi že vsi dobro počnete, pa vendar za nas je to pa še vedno nekaj novega. Tudi mi v uredništvu smo zmeraj skeptični do teh novih tehnologij, tudi do družbenih omrežij. Veliko imamo debat o tem, zakaj
bi bili sploh prisotni tam, ampak dejstvo je, da mladi so tam in naš moto je zmeraj, gremo tja, kjer so mladi. In naš namen je, da s tem, ko imamo TikTok, ko imamo Instagram, da v bistvu jih pritegnemo, da je to nek most med tem, da pač dejansko pridejo k nam potem in pogledajo na spletni strani oddajo ali pa takrat, ko je na televiziji in jim na ta način nekako jih zvabimo, da potem zares spremljajo kakovostno literaturo in seveda tudi televizijske vsebine, ki jih imamo na mladinskem programu. Ja, in se s tem tudi zavedamo, da imamo v bistvu mi pod nadzorom, da smo mi tisti, ki dobre vsebine kažemo na te načine, ne? Na smešne, zabavne ali pa tudi resne. Ne? Jaz vas bi rada povabila, vem, da ste tukaj nekateri, ki veliko delate z mladimi, veliko delate s knjigami, glede na to, kar sva pokazali, glede na to, da bi res si želeli imeti knjižni ring, da delava na temu, da zbirava sredstva na vse možne načine. Ne bova prosili za sredstva Ne bova brez skrbi. Pa vendar, morda ste tukaj nekateri, ki imate že za seboj neke projekte, ki ste ugotovili, da po domače palijo med mladimi oziroma med osnovnošolci oziroma srednješolci. Ali pa morda je nekdo tukaj, ki bi želel še sodelovati z nami. Jaz sem tukaj objavila svoj elektronski naslov ravno s tem namenom. Želim, da mi pišete, da morda, če ne želite sedaj tukaj se z mano o tem pogovarjati, da nama napišete, da se dobimo, da se srečamo, da se izmenjamo te izkušnje. To nam resnično pomeni, ker vemo, da v bistvu vi ste strokovna javnost, ki nam lahko pri tem sigurno na načine, ki jih vi poznate, pomaga. Kdo se javi prvi? Jaz predajam mikrofon. No, ali pa kakršnokoli vprašanje, če imate vabljeni. Ali pa Ambrož. Vprašanja so odprta, če smo zaključili. Bom nesel. Lepo pozdravljeni, sem Miljana Bostič iz Osnovne šole Domžale. Nimam sicer nobenega vprašanja. Samo bi povedala eno izkušnjo, ker mi sodelujemo pri Naša mala knjižnica projektu, zdaj že drugo leto. In lani smo imeli eno knjigo Modra raca. Jaz sem jo brala med poukom in mi je bilo tako žalostno zelo, da sem se pač zjokala pred učenci. Sicer mi ni bilo všeč, ampak pač tako je bilo, ne. Potem je pa en učenec prišel v knjižnico in je knjižničarka povedala, da je rekel, to knjigo si pa želim, a veste, učiteljica je jokala, ko je to knjigo brala, tako da mogoče tako, da delim z vama. No. Ja, to je ta vzgled, ko otroci vidijo, kako nekoga premakne, seveda potem tudi oni se začenjajo spraševati o tem. Tako da meni se zdi zelo lepo, da ste jokali tam, res zelo iskreno in ste njim s tem pokazali, kako nas lahko knjige dejansko premaknejo. Seveda mi vse knjige skrbno preberemo, seveda in tudi mi doživljamo razna, bom rekla, čustva, kljub temu, da je pač mladinska literatura. In na televiziji je pa ta, bom rekla, mini problem, da ti v bistvu v tistem kratkem času težko zapelješ ali pa napelješ ali pa da bi vse prebral, da bi tudi gledalci začutili, kaj čutimo kot bralci, ne? Ker naši mladi bralci tudi nam kdaj povedo, da jih je ganilo, da se potem tudi opišemo, ampak ne moreš pa na ta način, kot ko imaš knjigo v živo. Ja. Hvala lepa. Še vprašanja, še mnenja? Sicer bi jaz še nekaj vprašal. Na koncu ste sicer omenili, da tako oddaja, no, kot vi dve oziroma uredništvo samo zelo posegata oziroma se širimo v druge svetove onkraj televizijskega, pa vendar še vedno zasidrani ste na televiziji, ki pa izgublja primat pravzaprav v vsem, kar se dogaja okrog nas, torej vsej možnosti izbire, če smo že pri tej ključni besedi. In potencialno to pomeni seveda, da vas drugje, na drugih kanalih še veliko bolj spremljajo, kot pa na sami televiziji. Sploh ta ciljna publika, ki je kviz Male sive celice namenjen. Kako gledate na to, oziroma kakšen je še, morda grobo rečeno, smisel dela na televiziji, ko pa vse gre izven nje, tako rekoč? Jaz sem
novinarka po poklicu, novinarka po duši in absolutno še vedno zagovornica tega, da nacionalni medij kot tak, televizija kot taka je primarni lahko kakovosten vir tovrstnih vsebin in informacij, pa vendar se pa zavedamo, da moramo se prilagoditi naši ciljni publiki, zato tudi razvijamo vedno znova različne video vsebine, ki so tudi potem primerne za YouTube, ki so tudi primerne za družbena omrežja, kot smo že povedali. Zavedava pa se tudi in vidiva to tudi odlično priložnost, da so pa v zadnjem času zelo popularni, pa tudi med mladimi podcasti, in računava, da bi potem knjige pa so v bistvu zelo primerne za podcaste. Računava, da bi potem ta knjižni ring, ki bo seveda v video obliki, prelili, podaljšali tudi v en tak ali video ali pa samo slušni podcast. In tukaj vidiva pa odlično priložnost, da končno izražimo vse to, kar želimo o knjigah skozi te naše medije povedati. Dobro. Še zadnja priložnost, da izkoristite tole nasmejano energijo in izveste, kar vas še zanima. Sicer bomo nadaljevali. Hvala lepa, Maruša Prelesnik Zdešar in Jasna Merklin.